Ethereum je več kot le kriptovaluta. Je platforma za pametne pogodbe, ki jo je ustvaril Vitalik Buterin. Kljub izzivom in konkurenci ostaja vodilni altcoin z obetavno prihodnostjo. Ethereum je večinoma vedno bil na drugem mestu po tržni kapitalizaciji, le enkrat ga je prehitel XRP. Bi lahko kdaj presegel in nadomestil Bitcoin? Pridružite se nam, da odkrijemo to skupaj. Vitalik Buterin, rojen leta 1994 v Torontu v Kanadi, se je že v zgodnji mladosti navdušil nad računalniki in programiranjem. Pri 17 letih se je pridružil Bitcoin skupnosti in postal aktiven bloger in soavtor člankov o kriptovalutah. Med raziskovanjem Bitcoina je Buterin spoznal omejitve te prve kriptovalute. Verjel je, da platforma potrebuje boljšo funkcionalnost, ki bi omogočala izgradnjo decentraliziranih aplikacij in pametnih pogodb. Leta 2013 je Buterin predstavil svojo vizijo Ethereuma v white paperju z naslovom Ethereum: The Complete Guide to a Decentralized Platform for Applications. V njej je opisal koncept platforme, ki bi omogočala izgradnjo širokega spektra dApps, od tržnic do iger in glasovanja. Buterin je leta 2014 ustanovil Ethereum Foundation, neprofitno organizacijo, katere cilj je razvoj in spodbujanje platforme Ethereum. Sodeloval je tudi pri razvoju programske opreme Ethereum in spodbujanju skupnosti razvijalcev. Uradni zagon platforme Ethereum se je zgodil leta 2016 in od takrat je doživel izjemno rast in napredek. Uspehu Ethereuma so zagotovo prispevale njegove inovacije, kot so pametne pogodbe. Ethereum omogoča izgradnjo pametnih pogodb, ki so samoizvršilne pogodbe shranjene na blockchainu. Te pogodbe omogočajo avtomatizacijo transakcij in dogovorov brez potrebe po posrednikih. Potem so tukaj decentralizirane aplikacije ali tako imenovani dApps. Na platformi Ethereum se lahko gradijo različne aplikacije, ki ponujajo široko paleto storitev, od finančnih storitev do iger in družbenih omrežij. Potem je programirljivost. Ethereum je programirljiva platforma, kar pomeni, da lahko razvijalci ustvarijo nove žetone, aplikacije in lastne blockchaine na njeni osnovi. Poleg tega pa ima Ethereum tudi močno in aktivno skupnost razvijalcev, uporabnikov in zagovornikov, ki so gonilo inovacij in napredka platforme. Marsikdo se morda niti ne spomni več, ker v kriptosvetu čas izredno hitro teče, ampak Ethereum je doživel tudi razcep. Razcep Ethereuma na Ethereum in Ethereum Classic se je zgodil leta 2016 zaradi vdora v omrežje Ethereum in kasnejšega nesoglasja glede načina reševanja težave. Junija 2016 so hekerji izkoristili ranljivost v pametni pogodbi in ukradli 15 milijonov Ethereumov, kar je takrat predstavljalo približno 75 milijonov dolarjev. Ta dogodek je pretresel Ethereum skupnost in sprožil razpravo o varnosti platforme. Skupnost se je glede načina reševanja vdora razdelila na dve frakciji. Ena frakcija je predlagala trdi razcep, ki bi ustvaril novo verigo blokov, kjer bi bil vdor razveljavljen in ukradena sredstva vrnjena žrtvam. Druga frakcija se je zavzemala za mehki razcep, ki bi vključeval spreminjanje kode obstoječe verige blokov, da bi preprečili podobne napade v prihodnosti. Po dolgih razpravah in neuspehu pri doseganju soglasja se je frakcija, ki je podpirala trdi razcep, 20. julija 2016 odločila za implementacijo lastne verige blokov. Ta nova veriga blokov je obdržala ime Ethereum, medtem ko je prvotna veriga postala znana kot
Ethereum Classic. Glavna razlika med Ethereumom in Ethereum Classic je v tem, da je Ethereum Classic nespremenjena veriga blokov, ki temelji na izvirni kodi pred vdorom, medtem ko je Ethereum napredoval z uvedbo številnih nadgradenj in sprememb. Poleg tega pa ima Ethereum tudi veliko večjo in aktivnejšo skupnost razvijalcev in uporabnikov, hitrejši tempo razvoja in uvajanja novih funkcij in seveda tudi višjo tržno kapitalizacijo. Leta 2017 je platforma Ethereum doživela izbruh ICO-jev, kar je pomenilo množično ustvarjanje in prodajo novih kriptovalut preko ICO-jev. V tem obdobju je bilo sproženih na stotine ICO-jev, ki so skupaj zbrali milijarde dolarjev sredstev od vlagateljev. ICO ali Initial Coin Offering je način financiranja zagonskih podjetij, ki temeljijo na blockchainu. Podjetja prodajo nove kriptovalute, tako imenovane tokene ali žetone, v zameno za sredstva, običajno v obliki Ethereuma. Ti tokeni ali žetoni lahko predstavljajo lastniški delež v podjetju, dostop do storitev ali prihodnje koristi. Točno število ICO-jev, ki so se pognali v letu 2017, je težko določiti, saj ni enotnega centraliziranega vira za sledenje vsem ICO-jem. Različne ocene navajajo, da se je v letu 2017 zgodilo med 200 in 350 ICO-ji. Mnogi ICO-ji so v letu 2017 tudi propadli ali pa niso dosegli svojih ciljev. Po ocenah CoinDeska je leta 2017 propadlo 80% ICO-jev. Kljub temu je ICO manija leta 2017 imela velik vpliv na ekosistem Ethereuma in širši kriptovalutni trg. Spodbudila je rast trga, povečala prepoznavnost blockchain tehnologije in postavila temelje za prihodnji razvoj decentraliziranih financ. Ethereum se nenehno razvija in nadgrajuje s ciljem izboljšanja skalabilnosti, varnosti in učinkovitosti platforme. Naj vam predstavim nekaj ključnih nadgradenj, ki so bile implementirane v zadnjem času. Leta 2021 se je zgodila tako imenovana nadgradnja EIP 1559. Ta nadgradnja je spremenila način določanja transakcijskih stroškov v omrežju Ethereum. Uvedla je osnovno pristojbino za transakcije ter dinamično vrhunsko pristojbino, ki jo prilagodijo rudarji glede na zastoje v omrežju. Cilj te nadgradnje je bil povečati predvidljivost transakcijskih stroškov in zmanjšati priložnosti za manipulacijo s ceno plina. To so gas fees. Leta 2022 se je začel prehod na Ethereum 2.0. To je bila najpomembnejša nadgradnja v zgodovini Ethereuma, ki je pomenila prihod iz mehanizma soglasja, Proof of Work, na Proof of Stake. Ta sprememba je naredila Ethereum veliko bolj energetsko učinkovit in varen, hkrati pa je zmanjšala emisije ogljikovega dioksida. Nadgradnja, znana tudi kot The Merge, je bila dokončana v dveh fazah. Prva faza je bila lansirana leta 2020, druga faza pa se je zgodila septembra 2022. Naslednjega leta 2023 se je zgodila tudi implementacija Hard Fork Denkan. Ta nadgradnja je prinesla več izboljšav omrežja Ethereum, vključno z zmanjšanjem stroškov transakcij, povečanjem skalabilnosti in izboljšanjem varnosti. Obeta se še implementacija Hard Fork Šanghaj. Ta nadgradnja, ki je bila predvidena za marec 2024, vendar je bila zamaknjena, bo omogočila dvig validatorjev, ki so bili vpleteni v postopek The Merge. To bo odprlo Ethereum, ki je bil v ta namen vknjižen, in omogočilo validatorjem, da unovčijo svoje nagrade. Ethereum ostaja vodilni altcoin kljub hudi konkurenci na kriptotrgu. Bilo je že mnogo altcoinov, nekateri so si celo nadeli naziv The Ethereum Killer, kot je bil na primer EOS, vendar le temu, kot
tudi ostalim ni uspelo. Trenutno mu je najbližji Solana, ki si ga bomo tudi podrobneje ogledali v posebnem videu, zato se ne pozabite naročiti na kanal, da ga ne boste zamudili. Če bi morda želeli kupiti Ethereum, lahko to storite zelo enostavno in hitro na Kriptomatu. Lahko ga tudi stekate, kar vam lahko priskrbi še dodaten zaslužek. Delamo pa tudi na videih, ki bodo prikazovali nakup vsake kriptovalute posebej, kar bo še v dodatno pomoč. Upam, da smo vam Ethereum in njegovo zgodovino predstavili v celoti v tem videu. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Če mislite, da te informacije še komu pridejo prav, kar delite ta video z njim. Kaj si pa vi mislite o Ethereumu? Ga morda držite dolgoročno ali vseeno mislite, da ga bo konkurenca prehitela? Kar napišite nam spodaj pod komentarje in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.